dobrodošli pri nas v Posavskem muzeju Brežice. Danes imam posebno čast in tudi veselje, da predstavim našo gostjo našega cikla Posavje v diplomskih in raziskovalnih nalogah, Nino Sotošek. Naj jo najprej nekako predstavim. Malo celo njega. Nino Sotošek je leta 2001 zaključila šolanje na srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, smer fotografija. Leta 2010 pa je diplomirala na oddelku za umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Njeno delovanje na polju avtorske fotografije zaznamuje beleženje prostorov oziroma krajev in se navezuje na daljše bivanje ali ciklično vračanje na določene lokacije. Fotografije izbira kot fragmente in počasi sestavljajo zaključene celote. Loteva se tudi konceptualno zastavljenih projektov. Njeno delo je bilo predstavljeno na fotografskih festivalih v Arlu v Franciji, v Odesi v Ukrajini in Mariboru ter na samostojnih in skupinskih razstavah. Med drugim v umetnostni galeriji Maribor, fotogaleriji Stolp, Sabinovem salonu v Žalcu, na gradu Reichenburg in v Artu za Vrca. Na področju muzejske dejavnosti je začela izkušnje pridobivati leta 2003 v dokumentacijskem oddelku Moderne galerije v Ljubljani, ko je študirala umetnostno zgodovino. Zadnjih 12 let dela kot kustosinja v Mestnem muzeju Krško, kjer se je zaradi majhnega števila sodelavk in sodelavcev spoznala širokim spektrom muzejskega dela. Kot vodja muzejske dokumentacije, kustosinja likovnih in zgodovinskih zbirk, oblikovalka ter izvajalka razstavnega programa in raziskovalnih projektov. Sodelovala je pri pripravi strokovnih aktov za upravljanje muzeja, izjavljanje muzejskem poslanstvu, zbiranju politiki, dokumentacijskem načrtu in drugo. Trenutno se ciljno izobražuje na podiplomskem doktorskem študiju heritologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani pod mentorstvom doktorja Gorana Zlodeja in dvojne doktorice Verene Perko. Njene muzeološke raziskave se navezujejo na ustvarjanje in dokumentiranje digitalnih zbirk premične dediščine ter načinov njihove kasnejše diseminacije ter vpeljave participativne kulture v delovanje muzeja. Preuprašuje pozicijo mestnega muzeja in možnosti njegovega vplivanja na mikrookolje, ki ga okroža. Svoje raziskave redno objavlja v strokovnih in znanstvenih publikacijah. Je avtorica in kustosinja preko 60 razstav v matičnem in drugih muzejih in galerijah. Živi in dela v okolici Krškega. Nina je ljubezen do dediščine in fotografije združila v svoji diplomski nalogi z naslovom Fototeka Posavskega muzeja Brežice in Signalski fond. Moji predhodniki kustosi Posavskega muzeja Brežice so namreč desetletja zbirali in dokumentirali fotografije naših prednikov, ki so bile posnete v izgnanstvu in na drugo svetovno vojno. Ta obsežen fond je proučevala Nina v svoji diplomski nalogi, kar nas še posebej veseli. Naj še spomnim, da je ravno na današnji dan, 20. oktobra 1941, nemška okupacijska oblast izdala razglas o državno-političnih ukrepih v obmejnem ozemlju in s tem razglasom naznanila izgon prebivalstva iz Obsavsko-Obsotrskega pasu v Nemčijo. Prosim Nino, da nas popelje tisti čas. Skoj. Hvala lepa, Miša, za predstavitev. Jaz sem to diplomo delala leta 2009, tukaj v Posavskem muzeju Brežice. Pred tem sem pa že delala tudi seminarsko nalogo, s katero sem raziskovala bolj etnološki fond. To sem pozabila povedati. In v bistvu, ko sem pregledala še vse ostale fonde, potem se nekako odločila za seminarski fond. Tudi zato, ker sem v bistvu že potroška tudi poslušala zgodbe iz lagera in iz mojih starih staršev. Po drugi strani pa tudi zato, ker sva veliko s profesorjem se pogovarjala o temu, da raziskovalci zelo težko vemo,
kaj se nahaja v fotografskih fondih slovenskih muzejev. To je bilo leta 2009. Zdaj mogoče je že malo boljše, oziroma je veliko boljše, muzej zelo veliko že ustvarjajo digitalne zbirke, kot bomo tudi videli. Ampak takrat je bilo pa tako zelo težko v bistvu kot raziskovalci prideti do nekih informacij, kaj se hrani. Zato smo se potem pogovarjali, da bi v okviru te diplomske naloge raziskala, kaj se pravi ta nek naš domač, moj domač muzej hrani. Najprej bom seveda začela to, kot sem v diplomski nalogi, razjasniti, kaj je to dokumentarna fotografija. Namreč vse te fotografije iz izgranskega fonda spadajo nekako v polje dokumentarne fotografije, čeprav se je sam termin skozi 20. stoletje preoblikoval v umetniško smer. Namreč dokumentarna fotografija je nek presek časa, ki ga nek fotograf spremlja daljše obdobje. Recimo, tukaj imamo avtorico Doroteo Lange. Ona je recimo spremljala v času velike depresije v Ameriki kmete, ki so se selili in iskali boljšo zaposlitev in je v bistvu naredila veliko serijo teh fotografij. Na drugi strani pa je fotoreportaža, ki se ukvarja samo z nekimi trenutnimi dogodki v družbi, recimo, ko se zgodi recimo srečanje dveh politikov, no? Recimo, to je recimo razlika med dokumentarno fotografijo in fotoreportažo. Američani nasploh so bili začetniki dokumentarne fotografije in tukaj sem tudi naštela ene zelo pomembne avtorje, ki so nekako ta termin tudi dobro postavili v bistvu v mesto fotografije. Ne moram mimo Roberta Franka, on je bil Švicar, ki je prišel v Ameriko v 50-ih letih, ker je dobil Guggenheimovo štipendijo za fotografsko serijo. Prijavil je v bistvu, da bo naredil fotoreportažo o Američanih, o ameriški družbi. To je recimo ena takih fotografij najbolj prepoznavnih iz njegovega opusa. Ameriško družbo je pogledal zelo kritično in to je bilo prvič v tem času, kajti Amerika je veljala pač za deželo, ki se uresničijo sanje. On pa je videl, v bistvu kot Evropejec, je videl recimo črnsko dojiljo, ki drži tega snežno-belega otroka. Ni recimo dal podnapisov fotografijam, ker v bistvu niso bile potrebne, tako so bile v bistvu izrazno močne. Zdaj se pa preselimo nazaj v Evropo, še imam eno, ne morem mimo Diane Arbus, spet ena ženska fotografinja, ki je v 70-ih letih s svojimi opusi ljudi, fotografirala je namreč ljudi iz roda družbe. Recimo tukaj imamo eno židovsko družino, ki imajo pač tega sina, ki je izredno velik in vzpuklast in v bistvu je iskala take ljudi, ali pa so oni njo iskali. Ona je v tej seriji in to serijo imenovala Freaks, pač čudaki v družbe, ampak zanimivo je, kako pietetno je pristopala do teh ljudi, ki so v bistvu vedno volili in nekako se jih je skrivalo pred javnim, ali so se sami skrivali mogoče. In tukaj mogoče, da začnemo o fotografiji razmišljati kot o mediju, ki na eni strani je nek medij, ki nam poda resnico. Ko vidimo fotografijo, redko kdaj pomislimo, da to, kar vidimo, ni res. Je tako. Ampak, recimo, ta fotografija bi bila z lahkoto zmanipulirana. Lahko bi ne verjeli, da je ta človek res tako veliki. In v bistvu je fotografija po eni strani, sploh mi fotografi to znamo zelo dobro razumeti, je eno največjih svetliv, kar jih je v družbi, ker dejansko se da vse zmanipulirati do potatnosti. No, zdaj pa se res vrnimo v Evropo in pogledamo še mogoče delo dokumentarnega fotografa Augusta Zamberja, Nemca, ki je v 20 letih začel delati en projekt, ljudje 20. stoletja. S tem projektom, v bistvu si je zastavil, da bo naredil nek atlas nemštva, da bo v bistvu pofotografiral vse poklice, v bistvu nekako še hierarhično, kako si je nemška družba zastavljena. Ta projekt je bil v bistvu po
vojni zelo kritiziran, ker naj bi prikazoval v bistvu nekega nemškega človeka in naj bi pomagal pri graditvi nacizma. Sicer njegov namen ni bil tako, ampak smo pač skratka po vojni pripisali. Dejansko je njega zanimal majhen človek, recimo delavec, tukaj imamo zidarja. In ponavadi je te ljudi iz najnižjega ravni družbe je ponavadi kar pred nekim črnim ozadjem fotografiral. Potem je tudi en delavec tega srednjega sloja, ponavadi jih je recimo fotografiral v njihovem delovnem okolju, celo postavne, in potem so to še buržoazija, spravi tudi intelektualci, tudi recimo tajnica, ki spada potem po njegovem že v pač nek višji razred. On je celo rekel, da so to fotografije velikih obratnikov, se pravi ljudi, ki so v pisarnah, ki so se ne omažili v svojem delu. Teh portretov ni podnaslovil z imeni, ampak jih je samo zanimal tajnica, kuhar, zidar, policaj, vojak in tako naprej. Kot sem že prej rekla, je pač fotografija zelo močen medij in govori o navidezni resničnosti. Skratka, to, kar je posneto, je dokument, je zgodovinski dokument, definitivno. Ampak preko fotografije, in to tudi zelo veliko fotografskih teoretikov pravi, da v bistvu gledalec ne more podoživeti tistih čustovanj, kot jih je tisti človek, ki je na fotografiji. In to je recimo, s to fotografijo se lahko pokaže, kakšno moč ima ta medij. Namreč, ko je Nick Wood posnel ta dogodek med vietnamsko vojno, v bistvu so že sicer v svetu imel že dovolj te vojne, se je zgodil po nesreči v bistvu napad z Nepalom, ko je neko neko vas, na neko vas so po nesreči spustili bombe z Nepalom in so v bistvu zelo veliko ljudi bilo požgani. To je pač ozadje tega posnetka. Ampak kaj je pomembno, da ta fotografija je bila tako močna, da je postavila vojno. In še danes velja v bistvu za konec vietnamske vojne, v trenutku, ko je AP agencija objavila, je pa bil takrat 70 letih konflikt ali objavili sploh fotografijo, ki tukaj gre za akt, v bistvu znate zgolj letnica. Ampak so v bistvu uredniki že prepoznali, da to je tako močno, da v bistvu bo imela vpliv na konec vojne. Nick Wood je dobil Pulitzerjevo nagrado in tudi World Press Photo nagrado za to fotografijo. In še nekaj je zelo pomembno. Mi ne vemo ozadja te fotografije. Če mi ne bi imeli v bistvu vseh teh podatkov, ki sem vam zdaj jaz povedala, se trpljenje prepoznamo, to je definitivno. Ampak ne bi pa navedali zgodbe, kaj se je zgodilo. Namreč dokumentarnim fotografom velikokrat očitajo, če so odreagirali za takem trenutku. Kako so odreagirali? Pred njimi se je zgodilo tako trpljenje, elektrice je pač koža od objeklin se obadala. In Nick Wood je v tem trenutku, ko je to fotografiral v aparat, jo prijel, jo odnesel v vodo in potem v bolnico. Ampak ta fotografija ni cela. Uredniki so jo obrezali, namreč na tem koncu je stoji še en fotograf, ki je opazoval in je v bistvu navijal fotoaparat, film je prebijal in da bo čim prej v bistvu lahko naprej fotografiral. In to je v bistvu to, kar je v bistvu lahko fotografija zelo velika laž, ker pač se da zmanipulirati, kot ta fotografija dejansko je na nek način zmanipulirana. Se pravi, mnogo resnice je zakrivljena. Mogoče še nekaj o vojni fotografiji. Ernest Jünger je nemški filozof, avtor, tudi zgodovinar, je v 30. leta rekel, da ni vojne brez fotografije. To pomeni, da je od nastanka nekak fotografije že, ali pa recimo tam nekje od 1855 s Krimsko vojno, prvič postavil se fotoaparat na ognjišče. V polovici, spravo v 50 letih 19. stoletja, ko je pač ta fotografija nastala, Roger Fenton je njen avtor, je bilo prepovedano fotografirati trupla. In če mi ne poznamo spet podatkov o fotografiji in konteksta, ne moramo videti, da gre za vojno fotografijo. Čeprav tukaj v tej levi krajini vidimo polno nekih krogel. Lahko bi bilo tudi drugo. Ampak takrat je bila v bistvu taka
etika, da se pač trenutno ne fotografirajo, tako da Roger Fenton je za seboj zapustil ogromno kraj, ki so prizorišča vojne, ki se je odvijala. Susan Sontag, tudi teoretičarka vojne fotografije, zelo veliko piše in razmišlja tudi o tem, v bistvu o trpljenju drugega. In pravi, da fotografija ni pomnik smrti, ampak da je v bistvu poteljuje preživetje. In da v bistvu tisti, ki so preživeli, rabijo fotografije, da se v bistvu njihovo trpljenje javno prizna in da se potrpi na ta način. In da v bistvu ni problem, ni tolika težava, da se bomo umirjali teh grozodejstev preko fotografij, ampak da bomo v bistvu pozabili in bojo ostale samo fotografije. To je nekako povzeto njeno razmišljanje. Na naših tleh je dokumentarna fotografija se začela tudi med drugo svetovno vojno, nekako bolj uveljavljati. Še v 1944 je bil izdan pravilnik o delovanju fotoreporterske sekcije, ki je predvideval centralno zbiranje fotografij. In v bistvu izdala so tako kot neka navodila, kaj morajo fotografi fotografirati. Se pravi, vse, kar je vezano na politično zaledno dogajanje, potem tudi te medicinske, recimo, kako so partizane, recimo, bolnice sprejemali in tako naprej. In različne motivi so bili tudi določeni. Recimo od tega, da se mora fotografirati komandni kader, enote pri premikih, tudi pokrajine, ki so se premikale enote. Zato je NOB zelo dobro dokumentiran. Zdaj novejše zgodovine ima res enormno zbirko. Meni je zelo zanimivo, da je v tem pravilniku tudi ena misel, da morajo v bistvu se fotografije nujno priložiti tudi metapodatki. Se pravi, da brez primerne dokumentacije imajo fotografije manjšo vrednost. To se mi zdi tako pomembno, da je bilo zraven zapisano, no? Ker to je pač tudi nekaj, kar mi v muzejih zelo dobro vemo, da brez nekih podatkov v kontekstu pač ne moramo upraviti zelo težko. Aha, še tukaj sem pozabila povedati, da je manj fotografij civilnega prebivalstva. Ob tem, da je pač eno res lepo poslikan. Zato so recimo zelo pomembni te naši ljubiteljski fotografi, ki pa so samoiniciativno spremljali vojno, kot bomo videli na nadaljevanju. Torej, moja diplomska naloga se navezuje na izklanski fond. Zdaj, tako moj namen ni govoriti preveč o drugi svetovni vojni, ker pač tudi ni namen. Nekako en zgodovinski okvir pa se eno postavlja, čeprav so pač zelo splošni podatki, ki seveda vemo, od tega, kaj se je začela vojna v 1939 in da je 41. aprila vdrla nemška vojaška enota na zemlji današnje Slovenije in da je v 17. tudi Jugoslavija kapitulirala, s tem pa se je Slovenija razkosala na 4 dele. O terminu izgnanec je pisal dr. Tone Ferenc, in v bistvu pojasnjeval, argumentiral, da je izgnanec primeren izraz. Vsi, ki so ostali deportiranec, begunec, izseljenec, je v bistvu nekako argumentiral, da niso primerni, kajti tukaj gre za v bistvu nasilno odstranitev ljudi iz njihovih domov in seveda tudi domovine. Zdaj, tukaj so skozi spremljajo te diapozitive neke fotografije, ki so pač v fondu Posavskega muzeja Brežice in tudi spodaj imate tudi lepo napisano nekatere podatke, nekatere od njih pa še mogoče malo bolj razložila. Nacistični program za uničenje slovenskega naroda je predvidel v bistvu tri stvari, in to so bile množični izgon Slovencev, naselitev Nemcev in hitro popolno pomešanje tistega prebivalstva, ki je še ostalo. Zato so si zadali zelo kratek čas, 4 do 5 let. V tem času so seveda takoj uvedli nemški jezik kot uradni jezik. Potem so začeli ponemčevati napise kraljev, osebne imena, ukinili so organizacije in društva, ukinili so časopisje, skratka slovensko kulturo
so hoteli pač izbrisati. Na tem mestu mogoče samo upomnim na eno zanimivost, da pa Krškega muzeja niso razpustili. Se pravi, v Krškem je bil 1940 ustanovljen muzej, ki je vseboval še kar neko lepo zbirko in ta zbirka je ostala v Valozorevi hiši, s tem, da so v bistvu jo spremenili v Heimatz muzeum. To je pač ta muzej nemštva in so mu samo začeli pridajati še nekatere predmete, ki bi potrebovali nemštvo. Po vojni je v bistvu ta Krški muzej takrat spet naprej deloval do 48. leta, ko pač vemo, se smo v Posavskem muzeju, da je bil predstavljen tukaj in živel tukaj naprej. Osnovne smernice za izbor so bile pač seveda izselitev slovenskih izobražencev, izselitev preko Posavskega in Obsotenskega pasu, izselitev vaškega prebivalstva in tudi tisto prebivalstvo, ki ostane pač seveda čim hitreje ponemčiti, no pač po oceni je bilo znanih okoli 90% prebivalcev iz Krškega in Brežic. Največja taborišča oziroma v tem našem rajonu za nas je seveda najbolj pomembno Reichenburg v Brestanici, ker tudi ta fond se večinoma navezuje na to preselitveno taborišče. Vse izgnance, ki so jih seveda pripeljali na Reichenburg, so politično ocenjeni skozi neke parametre, ki so se jih zadali. Recimo politično ocenovanje pomeni, da se izgnali vse Nemcem sovražne besede, potem so pa še seveda razno ocenjevali neustrezne ljudi, ki so pač jim onemogočili vključitev v nemško skupnost. Ocenjevali so glede na 5 političnih ocen, se pravi vodilno nemško pripadanje zelo razdelan sistem, kako se bo izseljevanje odrekalo. Po poročilu je bilo pregledanih in ocenjenih 70,000 oseb iz Posavja. No, tukaj je že ena fotografija spet izgnancev v Skopicah iz novembra 41. leta, ko je v bistvu junija 41. leta konferenco, ki je pač konferenca, ki je izdala smernice za izgon. Za naš fond je seveda pomemben 3. val izgona in to je od septembra 41 do julija 42. Skozi Brestaniško preseljevalno taborišče je šlo 62 transportov ljudi. Na začetku so bila tako intenzivna ta izganjanja, da so v bistvu kar 2 transporta sta šla iz Brestanice proti Fonji taboriščem. Tako da pač podatki kažejo, da je šlo preko Brestanice okoli 56,000 ljudi. No, kot je že Miša rekla, je bilo 20. oktobra na današnji dan v Posavju razobešen razglas za izstavitev in ta razglas je nekako je bilo zapisano, da če se bodo disciplinirano izgranci, se pravi ljudje vedeli, da bodo potem neko odškodnino dobili v Nemčiji, seveda do tega ne nikoli prišlo. In tole je recimo zgleda, da se je družina to je naroben, ne, se je vredo. Pred hišo Rajača Pekara, nekje v Brežicah, je tale fotografija, kjer se tukaj lepo vidijo tudi vsi končki. Jaz sem nekaj podatke našla, da so tem prestaniškim izgnancem dobili celo več prtlage, zato ker v teh taboriščih seveda ni bilo materialnih dobrili, s katerimi jih več opremali, tako da so pač najbrž jim tudi več prtlage dovolili. No, mene je več čas fasciniralo, da so ljudje imeli seboj fotoaparate. To je meni še danes tako, če nisem čist si razjasnila, no, kako je to šlo pač skupaj. Ker pač fotografija, kot smo prej rekli, je tak močan dokument, ne? In da so v bistvu ljudje lahko več čas fotografirali v taborišču. Ampak to je za zgodovine. Torej, dva transporta, to sem že povedala, in ljudi so razdelili v 2 skupini, torej sposobne, nesposobne za
In tudi glede na to so potem razdeljevali v taboriščih. Tole je fotografija izbirnega taborišča na Reichenburgu. Tole so tele hlevi, kjer so v bistvu zbirali ljudi. Seveda so pa imeli štab pa nagrado, kjer so se potem uredili sedež vodstvenega urada komisarja. Torej, v grajskih poslovnih pa so bili v bistvu potem urejene neka prenočišča, kjer so kak dan ali dva izgnanci počakali, da so jih seveda popisali, rasno ocenali, da so jim izdali te številke, svetilnice in potem na to morali in predelati. No, tukaj bom še se ustavila s fotografijo pri Volksdeutsche Musikstelle, se pravi skupni naziv za preselitvena taborišča. Tole je ena fotografija Viktorja Stameckega, ki bomo se o njemu še namesne. Ampak tega skupna značilnost teh taborišča, da so bila zastražena, da so ves čas preverjali izgnance, da je v bistvu vladalo neko ubijajoče noličje in brezdušje, da je bilo več družin v enih prostorih, kjer so bili potem tudi dvonadstropni pogradi, da je bilo seveda pomankanje hrane in higijene in da pač ljudje so bili izrabljeni za poceni delovno silo. Aha, nekaj še ena fotografija. Zdaj pa se bi mogoče čisto usmerila še na tale fond, ki se prav nahaja tukaj v muzeju. Torej, v Posavskem muzeju, kako je nastavili, leta 1940 sem že povedala. In zdaj bom jaz govorila o stanju leta 2009. Tako da, če kustosinje imate zdaj v glavi bolj aktualne podatke, dopolnite. V tem času torej so bile kustosinje za zgodovino Vlasta Delek, dr. Ivan Kapočka za etnologijo, Ožji Norbert za umetnostno zgodovino in Alenka Jovanovič za arheologijo. Z vsemi sem v bistvu večkim sodelovala, mogoče najbolj z Vlasto, ker je pač hranila ta fond. Vse fotografije, ki sem jih prevezala, so bile takrat analogne, torej še niso bile digitalizirane. V tistem času so kustosine tudi ustvarjali že digitalne zbirke, se pravi, da so delale na terenu in so, se pravi, za dokumentiranje sodobnosti so skrbile same. Fotografije so prihajale v muzej z donacijami, odkupi, s posojami, v reproduciranjem, pač ponovadi so tudi tretjega spremljati. V Kustodijatu za umetnostno zgodovino je bilo takrat okoli 6000 fotografij in zanimivo je ta raznolikost fotografij, se pravi, da gre tukaj za dokumentarne posnetke v naravi, potem nepremično dediščino, premično dediščino, fotografije razstav, fotografije umetniških del. Znani so tudi neki fotografi, ki so pač prispevali, ali ki so bili avtorji določenih fotografij. Oddelek za fotografijo. Takrat nisem dobila podatka, koliko fotografij hranijo, ampak koliko negativno hranijo. In takrat je bilo nekako izračunano, da je to okoli 4200 negativov, kar sem jaz bolj preračunala, da je to 150 000 fotografij, če bi jih dan narediti. To je res ogromno. Ampak verjetno gre to za fotografije nekih arheoloških najblišč in takrat res nastanejo zelo veliki albumi. Zbirali smo v tej fototeki, torej mozalije, dokumentarni posnetki iz terena, no, to je po moje to. Je pa ena zanimiva zbirka fotografij na steklu, to je zelo dragoceno, kajti zelo krhek material in zelo obstojni sprekačne fotografije. In spet so bila najdena nekaj imena fotografov. Velikokrat so te fotografi samo pri poznani, kar je škoda, no. Ampak s takim raziskovanjem se po moje pride do teh vodopolnih podatkov. V Kustodijatu za etnologijo je bilo takrat shranjenih okoli 16 000 analognih fotografij. In zelo velik, tudi sem jih zelo velik pregledala, no, samo in seminarsko. Kustodijat za zgodovino je leta 2009 hranil 7500 fotografij in seveda mene je zanimala ta
tale drobec, oziroma teh 1035, ki se navezujejo na izgnanski fond, seveda pa to niso edine. Tudi so recimo zelo pomembne fotografije mesta Brežice kot dokumentarni zapis, potem dokumentarni posnetki muzeja, se pravi, da se ustvari nek historijat muzeja z teh razstav dogodkov, tak se muzeji delo. V tem času so bile vse fotografije na fototečnih kartonih, prilepljene torej na te kartone, kjer so se zbirali vsi podatki, recimo številka fotografije, potem avtor, če je bil znan, čim več opisa, datum in tako naprej. Danes smo verjetno služi, kakve te fotografije digitalizirajo. Zdaj, iz fotografskega vidika to je manj primerno. Namreč lepila vsa, ki se lepijo na fotografije, s časom začnejo kodirati preko nosilca do emulzije in z leti se v bistvu te fotografije začnejo seveda uničevati. Tako da je recimo digitalizacija zelo nujen postopek, da se čim manj rokovanja s fotografijami ustvari in seveda pač k temu tudi težimo dan danes muzeji. Tole sem pa hotela še izpostaviti, da je v fotografskem fondu kar nekaj tudi nemških imen ob avtorstvu navedenih, ampak največkrat se pojavi tale fotograf s priimkom White, ki je fotografiral po Brestanici, ponavadi te portrete izgnancev ali pa tudi dogajanje. Sfotografirali tudi v Krškem in v Brežicah in bomo videli tudi prihod kočevarskih Nemcev je zelo dobro dokumentiran. Mene so pa še mogoče še malo bolj zanimali slovenski fotografi in v bistvu najbolj me fasciniral motiv, v bistvu prepraševanje, kak je bil njihov motiv. Seveda je bil njihov motiv, da so se zavedali, da je ustvarjanje take serije en zelo pomemben zgodovinski dokument, ker drugače verjetno tega ne bi počeli. Potem me je skozi se begalo, kako so imeli dostop do teh, v bistvu v taborišča. In ker veliko jih je prehajalo iz enega taborišča v druga in so v bistvu skozi dokumentirali. Tako da pač prvo en zanimiv tak dokumentarni spektr se je ustvarjal, ko so se fotografije postavile eno v drugo. Teh imen je kar nekaj, jaz sem se mogoče postavila samo na prvih dveh, Viktor Strmecki, pa Miroslavo Grškoviču, pa si kar pogledamo, Viktor Strmecki je ljubiteljski fotograf, imel je dva fotoaparata, ki sta bila v vlasti Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Eden je bil odstojen na razstavi, eden je pa še na razstavi. Bil je iz Bizeljskega, o njemu v bistvu osebnih podatkov vse takrat ni bilo veliko znanih, naj bi bil neporočen in tudi za potomce takrat ni bilo znano, da bi jih imel. Kot sem pa že rekla, je zelo veliko potoval po različnih taboriščih in v bistvu fotografiral izgnance in njihovo življenje tam. O njemu veliko povejo fotografije. V bistvu jaz sem pričakovala, da bojo to res tako zelo depresivne pa težke, ampak njegovi portretiranci so velikokrat nasmejani in se hecajo, recimo Petra tudi. In kar je še meni zelo zanimivo, da pride ljudem zelo blizu, evo tudi bomo videli. Kako se jim približa, se pravi, da ga spustijo v svoj osebni krog, da so v bistvu sproščeni pred njim, zdaj govorimo o njemu kot o fotografu. To morate vedeti, to je res, glede na to, da je imel pač boljši kot objektiv, je mogel biti zelo blizu. Recimo to, da je tak zabaven moment, potem so da tega odročki se sporočili. Je pa bil mogoče manj tehnično podkovan kot njegov naslednik, tukaj je mogel, zdaj je bil zelo znajdljiv, ker je splezal na neko omaro, da je lahko v bistvu fotografiral tele skupinski portret naših izgnancev, ki so praznovali Božič, ampak mu je tlele noter, recimo tale luč v kader prišla, da ne predno tega ne opazil. Ali se pa ni mogel nagrati, če je na kakaj manj znašel.
No, tukaj bi pa še izpostavila res Miroslava Boškoviča, ki pa je likovno, zdaj pač kot umetnica zgodovinarka, je pa zelo dobro bil v kompoziciji, zelo se je zavedal svojega avtorstva in insceniral je svoje fotografije. Gledajte, tole recimo je zelo inscenirana fotografija, namreč tele ljudje, ki so prejeli neko pošiljko iz domovine, po mojih bi za vino, ali pa je nekaj, no? Ja, tudi je pred tem, kada so tudi flaše. Zgledajo, kot so zastali v nekem trenutku, vidite. In tele, recimo, kako je postavil tele roke, ne? Tako zelo lepo kompozicijsko, tudi tale stol je tukaj, recimo, tako za en prostorski odmik. Skratka, zelo lepo je skadriral to fotografijo. In tukaj imamo tale pa res nekaj. Superček, da se je v bistvu se je naredil avtoportret v temnici. On je bil sicer izgnan s komizar in zdaj je to vprašanje, ali imel svojo sobo, namreč v temnici moraš imeti krat skozi mer pa temo. On pa je recimo si lepo takole uredil povečevalnik in zdaj ta avtoportret, če bi on dejansko fotografiral, bi moral se v temi fotografirati, ker pač fotografira zelo v temi. On je pa luč, se pravi, je poziral, ne, in je pač pokazal samo sebe. To je res. V fondu so tudi fotografije priselitve kočevarskih Nemcev, teh je tudi kar nekaj. Večinoma je njihov avtor White fotograf, torej nek nemški policist, verjetno, ki je bil zagožen. Potem je tudi 7 fotografij iz koncentracijskega taborišča na otoku Rab, kjer avtorstvo ni razvidno, ampak verjetno gre za neke italijanske reportažne fotografije, ki so pač tudi bili poslani večkrat, da dokumentirajo te koncentracijska taborišča, ki so pač tudi fašisti ustanovili. Te fotografije pa naj bi bile podeljene v Posavskem muzeju iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Zdaj, jaz sem to nekako sem hotela združiti, torej fotografijo pa muzeologijo, to je moj namen. In namen je bil že takrat ideja, kako bi bile te fotografije čim bolj dostopne raziskovalci. To me je nekako vedno mučilo. Danes se da to vse malo bolj maži, ko imam to tehnologijo, se tudi cenila. Ampak že takrat sem opazovala pomanjkanje osebnih opisnih podatkov ob fotografijah, ko recimo prinesejo fotografijo v muzej in kako morajo si vzeti čas in takoj vse popisati, drugače pač te metapodatki grejo, pač se pozabijo ali pa zelo težko se rekonstruirajo v prihodnosti. Ja, že prej sem malo omenila, da ni tako fajn fotografije lepiti na kartone, da v bistvu je zelo boljš, da se hranijo v nekih kemijsko stabilnih materialih. Recimo to je eden takih, ki jih recimo izdelujejo prav za muzeje različna podjetja, kjer fotografije, kljub temu, da je plastika, nekako vseeno so tako izdelani, da ne vplivajo na propad fotografije. Ker namreč fotografija vsaka analogna je živa stvar. Emulzija, ki je pač na nosilcu, če ni bila recimo skočnina dovolj fiksirana, se v bistvu ta vsa kemija, ki je noter, še vedno se dogaja nek proces razpada. In zato je zelo fajn, da se s fotografijo ni ravna v plastičnih krkavicah, ker namreč naša maščoba potem reagira s to emulzijo. Zato je digitalizacija tako čudovita stvar, da nam ni treba stalno, ko pač pride nek raziskovalec, vleči fotografij iz albumov, ampak imamo v bistvu se skupaj recimo na zaslonu in lahko v bistvu o njih kaj izvemo. Šele na to v bistvu, ko res nimamo dovolj podatkov, šele takrat natiramo tudi poslusa. Seveda, dokumentacija fotografskega gradiva je v muzejih
standardizirana stvar, se pravi, imamo mednarodne standarde, ki določajo, kako se opisuje, kako se v bistvu skrbi za takšno gradivo in zato v bistvu je priporočljivo, da se pač sledi nekim dogovorjenim pravilom. No, zdaj sem pa še prišla do teh mojih digitalnih zbirk. Digitalizacija je postala nekaj samoumevnega že v muzejih. Seveda si imamo zelo malo časa za to, zato pač grejo teh postopki precej počasi, ampak v vsakem primeru bo pač to ne naša prihodnost. In digitalna zbirka je v bistvu nekaka zbirka nekih digitalnih objektov, se pravi digitalnih fotografij, bom tako rekla, ki je pa urejena v neko smiselno celoto, se pravi, da tvori ta digitalna zbirka neko temo. In recimo iz Finančnih fond bi bila recimo ena digitalna zbirka narejena, ustvarjena za določeno temo. In iz vsebinskega vidika lahko ločimo v bistvu digitalne zbirke na neke digitalne kataloge, potem digitalne zbirke znanja in tudi participativne digitalne zbirke. Ampak jaz v bistvu sem samo te prve dve nekako se oddelala. Participativne zbirke pa tako široko poglavljeno pridožitev. Torej, zdaj sem tukaj vam samo en tak ključen primer digitalnega kataloga, ki je ponavadi objavljen na spletni strani muzeja. Lahko je pa tudi na muzejskem računalniku takole v hodniku ali v sklopu kakšne razstave. In digitalni katalog nam poda osnovne podatke o nekem predmetu ali pa fotografiji, ki ga muzej hrani. Torej, neke kataloške podatke imamo tukaj navedene in tukaj v tej fazi še nimamo interpretacije tega predmeta. Torej, kot se nekaj. Samo neki osnovni podatki, ki pa ponavadi služijo bolj raziskovalcem kot pa splošno publiki. No, potem pa se začnejo oblikovati tudi digitalne zbirke znanja, pristegnamo neko fotografijo, njene kataloške podatke in že nek opis, ki recimo je na poti tega, da je to interpretacija. Želim vam še pokazati idealni primer, seveda spet tu je v muzeju, kjer seveda imajo veliko denarja in veliko osebja, da se lahko ustvarjajo take digitalne zbirke znanja, da se rečem. Kjer imamo spet Diane Arbus, to ameriško fotografinjo, pač to je spet ena legendarna fotografija. In ta Metropolitan Museum ima v lasti to fotografijo in je zato naredil tudi to digitalno zbirko, kjer je svoje zbirke recimo predstavlja in celo dovoljuje uporabo. Se pravi, v komercialne namene, to je še zelo pomembno, da si lahko, recimo, pri nas v našem muzeju ponavadi za komercialno nameno muzej zaračuna nekaj, pač po ceniku, koliko si pač določi. No, Metropolitan Museum je prvi tak svetovni muzej, ki je pa dal na splošno uporabo vso gradivo, ki ga ima digitalizirano. Torej, tukaj imamo naslov, letnico nastanka, avtorico njeno narodnost, celo geografski, samo ni bil prikazan, geografsko locirano, kje je bila posneta, potem je tukaj interpretacija te fotografije, potem so tukaj še bolj detaljni metapodatki in tukaj še bolj detaljni metapodatki, seveda za vse, ki bi pač želeli res veliko zvedeti. In taka digitalna zbirka je v bistvu kot eno raziskovalno orodje, ki bi si ga pač želeli, recimo. Science-ko. Ja, science-ko, res. Za vse, ki delamo v muzej, ali pa kaj raziskujemo, je to res. No, to se še ne konča. Seveda najboljše vse fotografije, kje je bila ta fotografija razstavljena, poglede v razstave, sezname, skratka, polno. Jaz bom zaključila. No, zaključila bom samo čakala, nisem vedela, kako ne to pomenujem. Skratka, mene res mučijo stvari, ki pridejo v muzej, pa nimajo nič podatkov. No? Jaz sem res nesrečna zaradi tega.
In bi vam sem hotel povedati, prikazati recimo en primer, če pride ena taka fotografija k miši, recimo v zgodovinskem zbirku, kaj bo miša s tem naredila? Kaj bo naredila? V bistvu se bom verjetno vprašala, če je to, ne vem, za neko drevo mogoče, ne? Bi jo zanimalo. Kaj mislite, na? Kaj bi bilo? Mene to spominja na eno fotografijo, ko so enega palcem strelili, zarezali za drevo. Spomenili se. Ampak tega ona ne more povedati, če je jaz, kot nekdo, ki je prenesel fotografijo, povem. In tega ne more umestiti zbirko, če jaz ne povem vsebine te zgodbe. Vsebine tega posnetka. In vsebina tega posnetka je, da je v bistvu to lokacija, kjer so bili kopani v Vrbikrški polici. In seveda, ko ona enkrat ima ta kontekst, se lahko odloči, recimo, pa umesti. Seveda, pol jo bo zanimala še časna stranka, kdaj je bila fotografija posneta, naslov fotografije, avtorja fotografije, ne vem, s kako tehniko je bila posneta. Vprašala bo, zakaj je ta, zakaj pa sploh šel nekdo to posnet, S kakšnim namenom. S kakšnim namenom. Skratka, vse te podatke bo mogla zabeležiti, zato da bo to fotografijo lahko potem uporabila in jo potem umestila v zbirko in tudi bo od tega naši zanamci, da bodo potem lahko tudi uporabili in interpretirali. To je to. Ja, ker drugače samo slika narava brez avtorjev. Tako, lahko bi se nekdo v tem hrastu debatiral pred mene, ali pa ne vem. Ali to pač ne, ali jo bo pač vrgla v en koš neznanih fotografij. To se ne zdi, kak zdaj zaključila z mojo predstavitvijo. Naj sam še povem, da sem v bistvu vmes delala še primerjavo z enim fondom fotografij, ki sem ga takrat, se pravi leta 2019, in to je bil fond o varšavskem getu, ki ga hrani izraelska ustanova Yad Vashem, kako se izgovori. In takrat je bilo recimo že tako, da so imeli zelo veliko fotografij objavljenih po principu tega digitalnega kataloga. In to se je recimo meni zdaj tako fino, ker sem jaz to pač prvič videla, to bi pa res mogli imeti tudi v našem muzeju. Ampak danes se pokazala, no, recimo, je že veliko muzejev ima tudi svoje zbirke na spletu. No, se zadnje pač sodobni muzeji težimo demokratizaciji, ne, in dostopnosti. In to je pač recimo en taka kapo